Gospod Štruc, današnja skupščina Velane je sicer minila relativno mirno glede na predlagani dnevni red, pa vendar, kako komentirate nenadne izbruhe slabe volje direktorja, ki o določenih zadevah ni želel govoriti? No, sej prav to me moti, ne? Ta način odgovarjanja ali pa neodgovarjanja me je motil skozi že na današnji skupščini in že prejšnjih skupščinah. In to se mi zdi mečken sporno, glede na to, da pravzaprav delamo vsi v tej smeri, da bi bila firma čim boljša, da bi čim boljše poslovala. In naše vprašanja niso neka provokacija, ampak mi pa na določena vprašanja želimo odgovor. In na ta vprašanja seveda želimo tudi odgovor na ta način, da bi bil spoštljiv do delničarjev in podobno. In to nas je motilo, na ta način nas moti. Kako komentirate ustanovitev firme za kontroling, ki je v 100% lasti podjetja? Ali ne bi bilo to možno urediti za nekim oddelkom oziroma imenovanjem posebne osebe, pomočnika ali pooblaščenca direktorja, ki bi to izvajal? No, se tudi to vprašanje bilo postavljeno, samo tudi žal na to ni bilo odgovora. Hvala lepa. Ja, hvala. Na današnji skupščini Velane delniške družbe smo mali delničarji zastavili precej vprašanj tako predsedniku uprave, kako tudi predsedniku nadzornega sveta, pri čemer smo dobili tudi nekaj odgovorov. Žal ne vseh, a vendarle kar nekaj pomembnih odgovorov je bilo podanih, tako v zvezi z dejstvom, da je tudi Velana vstopila v partnerstvo Šmartinska, da je to povezano seveda z vprašanjem in s tem v zvezi so bile dane pobude strani malih delničarjev na tokratni skupščini, da se ustrezno vrednotijo nepremičnine, ki jih ima Velana. Zaenkrat so vodene v bilanci po nakupni vrednosti, ki pa je seveda daleč od realne oziroma tiste, ki bi bila lahko pridobljena v primeru prodaje. In še nekaj drugih vprašanj vezanih na prihodnost družbe. S tem v zvezi seveda so nekatere zadeve, tako v smislu širitve dejavnosti družbe, bile predmet zanimanja in precej zgovornih odgovorov, kakor tudi vprašanja vezana na tožbe, ki potekajo v Republiki Hrvatski iz naslova garancije, ki je bila pridobljena strani Velane v primeru posojila, ki je bilo dano Elanu. Skratka, kompleksna zgodba, od katere pa so odvisna precejšnja sredstva, ki so bila sicer že pridobljena, a je skozi tožbeni postopek seveda težko reči in pričakovati, kaj se bo na hrvatskih sodiščih s tem v zvezi dejansko tudi dokončno pokazalo. Seveda pa bomo s tem v zvezi mali delničarji v Velani, tako kot smo bili doslej, tudi v prihodnje izdatno pozorni in ščitili interes vseh 10% kapitala, ki se je v preteklosti vključilo v delniški sporazum v okviru Vseslovenskega združenja malih delničarjev pri družbi Velana.